Pred nami je še zadnji teden razmišljanja o blagrih. Ta teden bomo govorili o blagru usmiljenja. Poprašali bomo mengeške ministrante, kaj si oni mislijo o usmiljenju. Kaj bi ti naredil Judu Iškarjotu po izdaji, če bi bil na Jezusovem mestu? Ja, jaz bi ga ozmerjal, pa ne vem, govoril čez njega vse, pa ne vem, ne bi mu mogel odpustiti, kot je to naredil Jezus. No, jaz, če bi bil na Jezusovem mestu, bi se verjetno zelo jezil in bi bil zelo užaljen oziroma potrt, ker bi vedel, da mi je oseba, ki sem ji zaupal, me je izdala in verjetno ne bi nikoli več v življenju zaupal tej osebi. Po pravici povedano, verjetno bi mu naredil isto, kakor je on pol sam naredil. Ja, zdaj ne vem, malo težko razmišljati o takih stvareh, če nisi res v enaki situaciji. Ampak potem, kar mi zavest zdaj govori, bi mu prav odpustiti, kar bi se pa res zgodilo, pa ne vem točno. A se ti zdi, da je usmiljenje za reve, ali moraš imeti pogum, da si usmiljen? Ja, da si usmiljen, moraš biti pogum. Moraš biti pogumen, ker da ti nekomu zbustiš, moraš imeti nek razum v glavi, moraš vedeti, da tudi ti delaš napake in da ti tudi drugi opuščajo. Tako da, ja, da imaš usmiljenje, oziroma da si usmiljen, moraš imeti pogum, ker ni tako lahko, ne. Včasih nastopijo v življenju stvari, ki se težko odpustijo. In ja, da to odpustiš oziroma si usmiljen do tistega, ki ti je škodil, moraš biti kar pogumen. Ni to kar tako. Mislim, da rabiš pogum, zato ker usmiljenje prihaja od Boga, je posebna milost in če si pogumen, da to sprejmeš, da deliš usmiljenje naprej, pa si zmagal, če ne, se pa potuhneš, pa ostaneš ena riba. Ja, itak, da za usmiljenje je rabiš poguma, ne. Zakaj? Zato, ker reva pač ne bi mogel biti usmiljen, ker bi se pač skril. In pač za usmiljenje rabiš pač pogum. Ja, za usmiljenje moraš biti definitivno pogumen. Zakaj? Pogumni ljudje imajo večinoma tudi dobre razloge oziroma dober razlog za to, da nekaj počnejo. In za usmiljenje tudi mislim, da je potreben res dober razlog, da si usmiljen. Če ne najdeš razloga, verjetno ne moreš biti usmiljen. Po moje, da rabiš pogum, ker recimo, če si usmiljen do nekoga, je zelo nižji, recimo na družbeni lestvici kot ti, lahko s tem izgubiš ugled, pa podobne stvari. Zdaj, ko si ti usmiljen, se ponavadi nečemu odrekaš, ne. Ali se odrekaš maščevanju, ali se odrekaš eni prednosti ali pa nečemu, kakorkoli že, nečemu se odrečeš v dobro drugega in sigurno je to lažje narediti, kot se maščevati ali pa se s tem poskušati sprostiti. Pač nečemu se odrečeš in to je pogum, ki ga rabiš, da si usmiljen. Kaj je zate usmiljenje? Jaz mislim, da imamo tule dve stvari. Ena je ta, da si ti usmiljen do nekoga ali pa da je nekdo usmiljen do tebe. Če si ti usmiljen do nekoga, je to po mojem mnenju dar od Boga, da imaš to moč, da si do nekoga usmiljen. Če pa se tebi zgodi krivica, je pa tvoje usmiljenje v tem, da znaš odpustiti. Usmiljenje pomeni, se mi zdi, da je zelo povezano s ponižnostjo pa s sočutjem. Človek hočeš sam preprosto izvira iz ljubezni do človeka, ki je zraven tebe, ker mu skušaš pomagati, kakor bi skušal sebi pomagati. Se vživiš vanj. Skratka, v ponižnosti mu služiš.
Ja, za me je usmiljenje to, bom to tako povedal. Če si močen, pa ti nekdo škoduje, lahko mu ti škoduješ nazaj. Če pa si še bolj močen, potem mu pa lahko odpustiš in si usmiljen. Tako da usmiljenje je zame moč in moraš imeti tudi dar, da imaš to moč. Moje je usmiljenje to, da si sposoben pomagati nekomu, ki si s svojimi dejanji tega ni zaslužil. Zame je usmiljenje, da si usmiljen do sočloveka, da vidiš človeka, ki je mogoče revnejši od tebe, pač zanj si ti bogat, pač, in se ponižaš in pristopiš k njemu in mu pomagaš, pač, in pač mu služiš, da bo njemu boljše. No, takole razmišljajo o usmiljenju mengaški ministrantje. Kaj pa vi menite o usmiljenju? Svoje mnenje lahko zapišete spodaj v komentar. Pa z Bogom!